Razstava na Ljubljanskem gradu na en nov način pokaže povezanost med Mileno Usenik in Emerikom Bernardom. Povezanost, ki ni samo življenjska, ampak tudi ustvarjalna. Pri obeh je seveda to popolnoma neločljivo. Zanimivo je, kako pravzaprav na tej razstavi najnovejša dela Emerika Bernarda vizualno zakorespondirajo z zgodnjim segmentom opusa Milene Usenik s popartističnimi deli oziroma kasneje prehajajočimi v op-art. Skratka, vzpostavi se ena taka posebna časovna zanka in posebna povezava. Pri tem pa je pri obeh avtorjih, ki sta oba tako palimpsestna, pravzaprav vedno že vprašanje, kaj je pravzaprav staro, kaj je pravzaprav novo. Konkretno pri Mileni Usenik ravno ta njena zgodna dela, popartistična, so bila pravzaprav eno najnovejših večjih odkritij umetnostne zgodovine na Slovenskem. Šele pred nekaj letih se jih je zares prepoznalo, zares odkrilo in so ob ponovni predstavitvi učinkovala nenavadno sveže. Tako da po eni strani nam ta razstava pokaže z izborom del en tak retrospektivni pogled v njuno ustvarjanje, ampak največja koncentracija je pa pri obeh na slikah prav iz zadnjega, najnovejšega obdobja. Pri Emeriku Bernardu, če primerjamo s starejšimi deli, opazimo takoj na prvi pogled eno precejšnjo razliko v samem načinu vizualizacije. Manj je tiste razplastene palimpsestnosti, bolj postajajo ostreje izrisane, žive, barvne ploskve. Ampak po drugi strani pa tudi s tem novim načinom Emerik Bernard pravzaprav izredno premočrtno sledi nečemu, čemur sledi že od začetka in kar sam reflektira kot postavljanje, zavestno postavljanje zelo disparatnih, zelo različnih, zelo na prvi pogled nekompatibilnih vizualnih elementov v skupni prostor, ki čakajo v tem prostoru na gledalčev pogled, da se v času gledanja slike zgostijo, povežejo v neko celoto. Tako da je Bernardov način slikanja pravzaprav obenem neko filozofsko spraševanje o tem, kako je sploh narejena vidna realnost. Tako da na prvi pogled učinkujejo slike na pol abstraktno, v resnici so pa v bistvu zelo povezane z zelo konkretnim opazovanjem tega, kar slikar vidi in v center postavlja prav tiste stvari, ki jih pogosto odmislimo, tisto, kar se nam zdijo eni taki naključni vizualni prepleti, kot on tudi reče. Tako da to razstavo prvič dopolnjuje tudi en večji izbor njegovih študijskih fotografij, ki nam pokaže, kakšen je postopek slikarjevega gledanja, kakšne stvari ga fascinirajo, da jih potem vnaša v svoje slikarstvo. Najprej bi rad povedal, da moje razmišljanje ne razkriva številne umetnostno-zgodovinske in likovno-teoretične analize. Pač pa je moje izhodišče, da obnavljam polpreteklo ustvarjanje in se približujem današnji umetnosti. Oboje se mi zdi pomembno, saj ne sledim konzervativnosti, marveč
me zanimajo nekatere kombinacije in korporativnosti, s katerimi se bi rad približal današnjim umetniškim vprašanjem. Večji del gre za primerjalno razmišljanje, saj sovpada s sodobnim dogajanjem, ki odpre nekatere predpostavke o odnosu med avantgardizmom in modernizmom. V meni je pač želja, da bi vsaj približno preverili avantgardo in modernizem od začetka 20. stoletja do danes. In kot sem že rekel, iskal bom smisel mejnih situacij, ki so vodile in še zmeraj vodijo do avantgardizma in modernizma. Zato poskušam reči, njuna praktična in jezikovna komunikacija sta še zmeraj enakovredno prisotni v današnji umetnosti. Razstava dveh, lahko bi rekel, velikih umetnikov, čeprav je eden od njih prav gotovo bolj uspešen, vsaj kar se formalnosti tiče, pa vendar je treba reči, da tudi Milena v svojem iskanju, v prvih podobah, slikah, pa tudi pozneje, ko odkrije tako rekoč razcveteno floro, razcveteno naravo, nekakšno floracijo podob nature, naturans in naturata. Tudi ona pravzaprav ustvarja to sobivanje dveh umetnikov. Tudi njena dela so, tako kot pri Emeriku, izjemno močna, mogočna v svojem sporočilu. Zdaj, zakaj so zvočje? Jaz bi rekel tako, ko nista bila ekvivalentna, ko sta vsak zase slikala svoje podobe, ne da bi vplivala drug na drugega, čeprav v določenem obdobju vplivi so, se pravi, ko nista bila ekvivalentna, pravzaprav je bilo neko razmerje močno, še močnejše. Zdaj, ko sta ekvivalentna, zdaj, ko njune podobe v nekem sozvočju odstirajo to razstavo, pa pravzaprav razmerja ni in je. Hkrati razmerja ni in hkrati razmerje je. Obstane pravzaprav neka temeljna pripadnost drug drugemu, umetniku, slikarstvu. Zdaj, če sledimo Mileninim delom, se prvo obdobje tega pop arta z temi trakovi, s to geometrijo likovno, s temi žlebovi ujema z poznim Emerikom. Z Emerikom v drugi polovici 20. let novega tisočletja. Gre za neko mrežo organizmov, tudi pri Emeriku, ki dejansko sovpadajo z linijami, z zankami, ki jih je Milena ustvarila v pop artu. No, Milena pa je še drugačna. Govoril sem o flori, floraciji njenih del. Pravzaprav bi se spraševal, ali gre za realizem, ali gre za varianto impresionizma, ali je to tašizem, povečane packe, madeži v smislu Lacana, ali pa je to pointilizem z drobnimi potezami, z pikicami, z krogci, z označitvijo,
posameznih tisočih centrov. Mislim, da gre za vse to, pa vendar je Milenin realizem poseben, gradi na barvi seveda tudi Emerik, ampak tako kot Milena, že dolgo ne nihče v slovenskem slikarstvu ni gradil na barvi. Njena zelena, njena vijolična, ki je podobna kot razcvetena japonska češnja, kot češnjev drevored, ki ga gojijo tudi v Sloveniji. Vsaj na to me je spominjalo tudi njena dela na papirju, kjer je vijolična v ospredju. Morda manj rdeče, manj oranžne, pa vendar tudi tu je močna. Po akademiji sva se s možem Emerikom naselila v Istri. In v Istri se je pravzaprav začel ta moj pozitiven odnos do barve, svetloba, barve, različnost pokrajine, topla pokrajina. Vse to je vplivalo na moje počutje in popolnoma sem se predala barvam, ki sem jih že pravzaprav spoznala že na akademiji, ko sem gledala reprodukcije Matissa, Van Gogha. Sploh je bil modernizem, ta zgodnji modernizem je zelo vplival na moje slikarstvo celo življenje. Barva je ostala vedno nekje eno težišče, na kateri sem gradila svetlobo, kompozicijo, tonske razlike barve in vse to potem sestavlja v neko svoje likovno telo, da je nastala slika iz vsega tega. Moja slika nastaja zelo počasi. Naredim množico skic v naravi, skiciram v naravi. Ko pa se odločim za sliko, ki jo bom slikala na platno, se pa zaprem v atelje in moje slike nastajajo potem izključno na skicah, ki sem jih nekje dorekla in jaz stopim iz prave narave v svojo drugo naravo. In moje slike so pravzaprav druga narava. Iz tega matisovskega kolorizma sem prešla na bolj na abstraktno, bi rekla, bolj na abstraktni ekspresionizem. Zanimale so me poteze, plastenje barv in risba na sliki. Pravzaprav moje slike niso nikoli postale abstraktne, ampak nekako zgoščene, konkretne. Nikoli nisem opustila sledi narave. Vedno se je pojavila kakšna asociacija na nekaj, kar je nekaj predstavljalo čist nezavedno.
Emeric Bernard, slikar in akademik, je leta 1997 skupaj s pesnikom Nikom Grafenauerjem dobil Prešernovo nagrado. Prešernove nagrade so nagrade, ki jih podeljuje Republika Slovenija za največje dosežke na področju kulture in umetnosti, in oba izbrana nagrajenca sta tisto leto s svojimi dosežki prepričala komisijo Upravnega odbora Prešernovega sklada, da si to zaslužita. Galerija Prešernovih nagrajencev ima poslanstvo, da zbira vse te podatke o nagrajencih in te nagrajence tudi razstavlja. Letošnje leto smo se odločili, da bomo v Galeriji Prešernovih nagrajencev pripravili razstavo portretov fotografa Toneta Stojka, ki je od leta 1996 pa do 2017 portretiral vse nagrajence, tako nagrajence velike nagrade, to Prešernove nagrade, kot tudi nagrajence Prešernovega sklada. Emeric Bernard je bil gost naše galerije leta 2010. Takrat smo skupaj z njegovo ženo, Mileno Usenik, postavljali njegovo pregledno razstavo v teh prostorih in prostori so ga tako prevzeli, tako nekako fascinirali, da je vso svojo razstavo več mesecev postavljal in pripravljal prav glede na prostore te stare renesančne hiše. Takrat pri postavljanju sem spoznal, da Emeric pravzaprav je nekako v povezavi z Mileno šele prava celota. Da Emeric pravzaprav šele z Mileno dobiva tisto, kar se potem postavlja na ogled obiskovalcem. In prešinila me je misel, da bi moral enkrat pripraviti razstavo, kjer bi se njuna likovna dela prepletala med sabo in tako bi lahko primerjali, kaj predstavlja njuno skupno življenje in kakšna so njuna skupna likovna dela. To nam je uspelo po 7 letih z razstavo na Ljubljanskem gradu. Približno 1 leto smo pripravljali to razstavo, se obiskovali, se sprehajali po njunih ateljejih, iskali in brskali med njunimi slikami in na koncu pravzaprav je teh 42 del, ki so razstavljeni v galeriji Ljubljanskega gradu, v Stanovski dvorani in pa Palaciju, rezultat tega dolgotrajnega iskanja. Leta 2010 nas je Emeric Bernard tako očaral svojo razstavo, da smo se letos odločili, da ob izdaji pesniške zbirke Prešernove nagrajence 1996-2017 z naslovom Dotikih daljav opremimo to zbirko z njegovimi likovnimi deli oziroma z njegovimi skicirkami. Izbor iz istrskih skicirk, ki jih je pripravila Milena Usenik, smo komponirali, smo vključili v 24 pesmi, ki so jih prispevali pesniki s prevodi. Emeric Bernard s to pesniško zbirko in s to razstavo skupaj s svojo ženo Mileno Usenik dokazuje, da sta edinstveni par, ki v skoraj 60-letnem skupnem življenju in 50-letnem bivanju v Fernetičah v Istri dokazujeta, da je življenjsko prepletanje in likovno prepletanje možno, če sta dva tako prepletena, če sta dva tako ujeta v neko sinergijo, kot sta Emeric in Milena. Emeric Bernard je že vsaj od 80 let minulega stoletja nekako prepoznan kot en tak živi klasik slovenske umetnosti, kot en največjih slikarjev v tem prostoru. Medtem ko opus Milene Usenik
je bil pogosto precipiran precej v senci njegovega opusa. Ta razstava nekako jo postavlja skupaj, da zažarita v teh svoji različnosti, ampak izrazito enakovredno zažarita. Tudi zelo zanimivo je, kako so postavljena dela, da pač v enem prostoru prevladujejo dela enega, v drugem drugega, ampak potem so z drobnimi intervencijami nekako povezana med sabo. Tako da ta razstava gotovo nam ne samo, da nam zelo lepo predstavi najnovejše obdobje obeh, ampak nam tudi omogoča, da vidimo, kako sta si vsej tej svoji veliki različnosti pravzaprav blizu.